Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav z Fazanerije, z Murske Sobote. Pred nami je druga tekma 8. kroga, Mura gosti Bravo. Gre za debi Vladimira Vermezoviča na klopi črno-belih. Tudi zelo zalita, ampak ne prevečno. Zdaj je Žiga Kovs na desni. Kovs, Kasalo, ne vem, če bo tu dovolj visok. Je pa potem prišel tam do strela. Jurišič in Mura vodi. Mura prihaja do vodstva, tudi nekaj sreče, vidimo pa, koliko to domačim pomeni. Takoj vsi v objem novemu šefu strokovnega štaba. Na uho mi je prišlo pred začetkom tekme, da jih je zares zelo motiviral in kot kaže, mu je to uspelo. To zdaj potrjujejo igralci, tudi z nekaj sreče, to moramo priznati, je Mura prišla do vodstva v 6. minuti, zdaj že teče 7. Roko Jurišič pa je bil tisti, ki je poslal žogo proti golu. Jakšič v napad, to ni slaba podaja in Poplatnik je zdaj padel. Ali je tu šlo za prekršek, kakšna bo sodniška odločitev? Če ja, in mislim, da je bil prekršek izven kazenskega prostora, potem bo to rdeči karton. Tako je. Lerd Sadriju je tule storil prekršek. Zdaj je jasno tudi delo za Ponisa in Gabrovca, ki sta v varu. Poplatnik je pobegnil in potem je prišlo, kot bomo zdaj videli v tem ponovljenem posnetku. Vse je pripravljeno. Janič naravnost v Mihelaka, ki je bil dobro postavljen. Fantastično posredovanje po dobrem strelu sicer. Puconja, torej lahko priložnost za strel. Puconja do strela, ampak ni ogrozil Mihelaka, ki je tu ves čas. Bravo, Mura pa v napadu prek Maroše, ki je na tleh, ampak akcija gre naprej. Tole bi zdaj lahko bilo nevarno. In na pravem mestu na koncu Orbanič. Ja, podobnih napak bo moralo biti danes čim manj, če bo želela Mura ohraniti to minimalno prednost. Poplatnik, tole je to, kar je čakal Poplatnik. Pa preslabo in odlično je bil postavljen Mihelak. Stankovič, lepo se je znašel Poplatnik. Pečar preigrava, lepa finta, Pečar do strela. No, zdaj morda priložnost Maroša. In slišimo pa zdaj tudi nekaj dodatnih decibelov z tribun Fazanerije. Ampak tole je zdaj lahko nevarno. Štor in gol! Izenačenje, 79. minuta. Fantastična podaja v prostor, Štor pa je ugnal Mihelaka. Tu je bilo takoj jasno, da bo vratar Mure nemočen, če bo žoga letela v okvir gola. In odlična akcija, brava, to zdaj moramo. Pa še ni končan. Kavčič. Ivanšek. Kavčič. To ni slaba podaja, visok skok in na pravem mestu Mihelak. Gospod Vermezovič, točka na prvi tekmi, hitro ste povedli, hitro prejeli rdeči karton, morda preveč energije pri vaših fantih v prvih minutah? Nek, bolje da imaju energije nego da nemaju. Šteta što je Sadriju dobio taj crveni karton. Utakmica je mogla da ode u sasvim drugom smeru, da smo bili brojčano izjednačeni. Šta da kažem? Toliko se pričalo o toj fizičkoj pripremi naših igrača. Oni su danas izgurali sa igračem manje skoro 90 minuta. Ja mislim da smo karton dobili u 7. minutu. Tako da svaka im čast. Moram da čestitam na tome.
svaka čast mom kolegi kako je pripremio ekipu i bila bi to dosta zanimljiva utakmica da nismo ostali sa igrači manje, međutim morali smo da se povučemo, oni su nas napali dugim loptama što smo mi znali, to je njihov stil igre, ali velika je bila potrošnja energije, zato su neki igrači morali da izađu koji inače ne bi izašli, ali trudili smo se da zatvorimo sve prilaze. Neki put nam je to uspevalo, neki put nije, ali na kraju krajeva moram da budem zadovoljan i tim bodom, ali pre svega sam zadovoljan njihovim odnosom prema igri. Če greva v samo tekmo in pogledava, ko ste bili z igralcem manj v drugem polčasu, nekaj priložnosti, kaj morda manjka samozavest, da bi igralci takšne priložnosti izkoriščali, kot jo je imel Maroša, da bi šli na 2-0? Pa da, to je, ajde sad, ja to mogu da podvedem pod umor. Ipak je Mare puno pretrčao danas i u tim situacijama kada izađu 2-1, 2-0 protiv golmana, tu stvarno treba dobra koncentracija. Imao je i bolje rešenja, mogao je da odigra Dardan, ali na kraju krajeva njegova je odluka da to uradi i ja stojim iza toga. Znači uradio je sve kako treba. Kaj pomeni ta remi zdaj za nadaljevanje? Najverjetneje vseeno dvig samozavesti. Igrali ste z igralcem manj, navijači so lepo sprejeli to borbenost, lažje bo delati. Znate šta, svuda će vam navijači oprostiti sve ako vide da ste dali sve od sebe. Oni umeju da prepoznaju, publika poznaje fudbal, umeju da prepoznaju folirante, ali kad neko da sve od sebe, pa bez obzira na rezultat, oni će to uvijek da nagrade. Najlepša hvala. Hvala i vama. Aleš Arnolj, prišli ste do prigarane točke, morda razdeliva tekmo na prvi in drugi polčas. V prvem polčasu, ko ste imeli igralca več po tistem hitro prejetem golu, niste uspeli tega izkoristiti, potem pa neke menjave, v drugem delu pa ste potem bili konkretnejši, tudi prišli do izenačenja. Tako je, ja. Kaj ne rečem, zadovoljni smo s točko, ne glede na to, da mogoče laično na prvo oko zgleda, igraš s igralcem več, to pa zdaj v bistvu je potrebno preobrniti pa zmagati tekmo, ni tako lahko. Mura ima na drugi strani bistveno starejšo, izkušenejšo ekipo, rdeč karton so prejeli potem, ko so povedali, se pravi so rezultat lahko držali. Mi pa zdaj, če razdelim prvi in drugi polčas, v prvem polčasu sicer pozicijsko zelo dobro, prihajali velikrat v situacije za prehod v zaključek, ampak smo bili v teh medprostorih preveč šokirani, igralci so se sami obračali proti golu, nismo odtekli kratkih globin, nismo udarili po golu, nismo centrirali iz položajev, kjer bi mogli in nismo v bistvu končno tiste premoči v posesti kronali. Dogovor je bil v polčasu, da v bistvu v teh trenutkih gremo v zaključek, tako iz strani kot iz medprostorov, ampak ključne so bile danes menjave. Zanimivo je, da smo z igralci tudi govorili ravno o tem čez teden, da bo to tekma, kjer pričakujemo visoko intenziteto in da bojo menjave tiste, ki bojo lahko razliko naredile na koncu. In podaja Maherja, zadetek Štora, oba sta odlično vstopila in jaz sem vesel, zato ker ponavadi za mlade igralce so vsi te trenutki mentalno zahtevni, tako kot je bil danes ta, igrati z igralcem več so v bistvu težki in vesel sem, da smo dokaj rutinirano ustvarili priložnosti in lahko bi prišli tudi do zmage. Obžalujete vseeno, glede na to, da ste igrali z igralcem več, da potem v finišu niste bolj aktivno iskali zadetka, ali vas vseeno veseli, da pa niso fantje zbezljali? Večkrat poudarite, da imate mlado ekipo, neizkušeno, vseeno so ostali zvesti taktičnemu načrtu potem, ko so izenačili. Tako, moram reči, da v bistvu smo bili najslabši v momentu, ko smo izenačili, ko nas je poneslo, ko smo izgubili razpored, izgubili razdalje in takrat smo v bistvu nasprotniku pustili, da je imel, mislim, da dvakrat predložek iz kota, pa nekaj situacij čist nepotrebnih, kar je normalno. Za mlade igralce je to sigurno, se jim je zgodilo redko v karieri takšna situacija, tako da v bistvu jim čestitam za to točko. Je pa res, da priložnost v bistvu Maherja, priložnost Poplatnika in pa še dve situaciji sta bile tiste, ki bi lahko obrnili jeziček na tehtnici, ampak ker imamo jasno postavljene cilje, ker vemo, da smo prišli k nasprotniku v nepravem času, smo zadovoljni s točko. Še v prihodnost se zazriva naslednja tekma z Olimpijo. Najverjetneje ste samozavestni, 3 tekme, 2 tekmi zmaga, 2 zaporedni zmagi, pa zdaj remi proti Muri na Fazaneriji. Lahko samozavestno pričakujete mestnega tekmeca?
Ja, pa kaj ni rečem, ne glede na to, da smo dovolj skromni, pa to ne pomeni, da tudi danes nismo prišli po 3 točke, ampak ne tako brezglavo, tako da se veselimo tekme, gre za mestni derbi in igramo tekmo doma, tako da v bistvu gremo absolutno, si želimo odigrati res dobro tekmo in računamo, verjamemo, da smo sposobni osvojiti točke, tako da tak je naš pristop praktično na vsaki tekmi. Aleš, najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam. Roko Jurišič, čestitke za zadetek. Najprej bi se dotaknila začetka tekme, prvih 10 minut, ko ste bili z 11 igralci. Neka nova energija se vidi, ne? Nekaj je dodal trener, dvignil vas je. Je, pa normalno, mislim, žao nam je šta smo izgubili ta 3 boda. Nova energija je došla, kako je došao novi trener i novi stožer i imamo jače treninge i stvarno nam je drago što tako jače i radimo jer iskreno i moramo tako raditi jer mislim šteta za ova tu 3 boda i normalno idemo sad dalje dignuti glave i to je to, idemo do nove utakmice. Koliko težje se je bilo potem postaviti z igralcem manj v obrambi? Bili ste zelo obrambno naravnani v drugem polčasu, je bil to nek načrt po dogovoru? Pa nije, nego eto, mislim, povukli smo se iza i pokušali smo normalno iz oduzete lopte napraviti neku kontru. Imali smo tih 3 šanse koje smo trebali iskoristiti, ali eto, nismo ih iskoristili i kad ne iskoristiš, na kraju primiš. Najlepša hvala in srečno. Hvala vama. Hvala. Rok Maher, čestitke za asistenco, čestitke za točko na Fazaneriji, do nje je vedno težko priti. Greva najprej morda kar k zadetku, rezervista sta ga skreirala. To je nekaj, kar smo vajeni od Brava, ne te podaje čez obrambo. Ste pripravljali to posebej tudi danes, kakšen je dogovor glede teh akcij? Pa ja, trener mi je naročil, da moram pač to delati in izplačalo se, kaj ne rečem. Trener je tudi pohvalil rezerviste, nekako izpostavil tudi vas, da ste spremenili potek tekme. Najverjetneje vam to godi, ne? Dviguje samozavest in daje tudi neko upanje, da boste hitro znova v začetni enajsterici. Ja, pa mislim, da mi to pač dobro pride. Malo se še lovim, ampak te minute, ko jih naberam tu, seveda pride dobro za nadaljnji naprej. Morda še vprašanje o pripravljenosti sami v prejšnji sezoni, še v drugi ligi nabiranje izkušenj minut, zdaj spet pri Bravu. Ste že pripravljeni na te prvoligaške izzive zdaj od prve minute? Pa ja, zdaj meni se zdi, da ja, ampak na začetku tako sem rekel, sem se še malo lovil, je le druga liga, nekaj drugačna več kot prva liga in ja, zdaj pa mislim, da bo počasi. Morda še o tekmi v zaključku, imeli ste igralca več, se je to opazilo, so bili Muraši iztrošeni ali jih je nosila publika, neka nova energija? Trener je omenil, da ste prišli v najmanj pravem trenutku, sem ne ob menjavi trenerja. Ja, res je, tu je vedno je taka publika, tako vzdušje, pač meni je ok igrati pod takim vzdušjem. Je pa res, da ko imaš igralca več, hočeš neki, misliš si, ja, zdaj pa moramo. Ampak na koncu mislim, da smo tudi malo preveč ciljili to žogo, malo bi mogli več okoli in potem pač v nasprotnikov 16-metrski prostor. Rok, najlepša hvala in srečno.